Samozavest je bistvena sestavina uspeha na vseh življenjskih področjih. Brez nje si ne upamo tvegati in imamo poguma, da bi med opravljanjem svojih nalog v tem svetu raziskovali višja obzorja. Mnogo žensk v današnjem času v sebi čuti ogromen potencial, ki pa ga ne morejo oziroma ne znajo izraziti. Izgubljajo svojo moč pod okoliščinami, ki si jih ne želijo imeti v svojem življenju. Naš naslednji gost pravi, čas je za spremembo. Čas je, da prebudite energijo kraljice v sebi in spremenite svoje življenje in svet. No, zanimivo. O tem, kako naj to storimo, nam bo povedal Mihael Žmahar, trener za samozavest in certificiran učitelj meditacij, ki med drugim izvaja tudi meditacijske terapije. Mihael, prisrčno dobrodošel in pozdravljen danes sam. Pozdravljena tudi ti. Ampak glede na to, da je taka posebna tema, samozavestna kraljica, so tudi delavnice, seminarji, ki jih vodiš. Ampak tako iz radovednosti, samozavestna kraljica, zakaj pravzaprav gre? Samozavestna kraljica je ena izjemen projekt, ki ga vodim za to, da pomagam ženskam prebuditi notranjo kraljico. Zato, ker jaz verjamem, ženske ste zelo pametna bitja, ste zelo inteligentne, čustveno in mentalno. In verjamem, ko opazujem ženske okoli sebe, večina izmed teh punc se tega ne zaveda. In kraljice, po drugi strani, so pa dame, ki se zavedajo svoje moči, ki vejo, kaj si želijo, ki vejo, znajo poiskati rešitve, ki znajo zavladati svojemu življenju in pomagati drugim, da zavladajo svojim. Zato samozavestna kraljica. Sliši se fantastično. Ampak čisto tako iz radovednosti. Včasih, zdaj pa ne vem, morda to zamenjujemo, ampak včasih, ko nekdo je smatran za samozavestnega, lahko daje vtis nadutosti, mogoče celo malo narcisoidnosti, samovšečnosti. A sta to dve stvari, ki jih samo po pomoti zamenjujemo, ker ne vem, ali pa se jih dejansko da zamenjati? Ja, ampak v bistvu se gre tukaj, to sta samo dva različna konca iste stvari. Ker neka normalna samozavest je, da si všeč samo sebi, ne? Da se sprejemaš, da se dobro počutiš, ko se pogledaš v ogledalo. Da imaš rad samega sebe. Ja, da imaš rad samega sebe. Zdaj, če pretiravaš res v tem tako močno, da na ta način potem zanemariš vrednote in potrebe drugih ljudi, potem lahko govorimo o neki nadutosti ali pa neki pretirani narcisoidnosti. Ampak jaz načeloma spodbujam, da smo ljudje en malo sebični in da smo malo narcisoidni, ampak do zdrave mere, da se zavedamo samega sebe tako, kot je in da znamo pri sebi poiskati rešitve. No in kaj je tista zdrava mera? Ja, na letalu nas naučijo, če želite sploh za koga poskrbeti, najprej daj masko nase in potem lahko sploh pomagaš komu drugemu. Ampak čisto tako v življenju želimo vsem pomagati, nase pozabimo. Morda tudi zato, ker so nas vzgajali, pomagaj vsem, bodi dobra, bodi prijazna. Zares govorim stališča žensk. In potem kar nekako postajaš ponižan, včasih celo preveč. Kaj je tista zdrava samozavest? Zdaj tako je, jaz na delavnici samozavestna kraljica, vedno govorim, da ne vem, kdo si je izmislil, da je razdajanje za druge ljudi dobra stvar. V bistvu ni. Ti, če poskrbiš zase in si sam v najboljši moči in energiji in poskrbiš za svoje potrebe, šele potem lahko ti zagotoviš drugim ljudem pač vlogo, kakršno igraš. Šele potem si lahko ti dobra mama, dobra poslovna ženska, dobra žena, dobra ljubimka. Šele potem imaš moč in energijo, da lahko daš ljudem, kar si zaslužijo. Ženska, ki pa je izmučena, ki je na koncu, ki vedno poskrbi nazadnje zase, se nima energije, da lahko še karkoli druga v življenju počne. Zato jaz vedno spodbujam ljudi, poskrbite najprej zase in potem, ko boste svojo energijo, boste lahko poskrbeli za kogarkoli boste želeli in boste lahko pomagali kogarkoli boste želeli. To je res. Zdaj pa navihano vprašanje, glede na to, da si moški. A se moški ne bojite takih žensk? Ne, takih žensk se bojijo samo neumni moški. Pravi moški, ki se zaveda, kakšna ženska je kraljica, si želi imeti kraljico ob sebi. Pravi moški hoče imeti za ženo doma žensko, ki je samozavestna, ki se zna odločati, ki zna prevzeti iniciativo, ki ve, kaj si želi in si zna tudi vzeti. Zato, ker včasih opažam, da se moški bojijo samozavestnih žensk, pa morate vedeti, da če imate doma kraljico, potem ste vi najverjetneje kralj. Zato, ker kraljice ne hodijo z drugimi ljudmi kot kralji. Stlačani, ne? Ja, tako da je zelo inverzna situacija. Ampak velikokrat se pa res zgodi, če je ženska, ne vem, morda tista je samozavestna kraljica, ampak potem bo hitro okolica rekla, joj, doma ima pa copato. Ja, tudi o copati dostikrat predavam na svojih delavnicah in seminarjih. Če moški podredi svoje razmišljanja, svoje vrednote, svoje ženi, ja, potem je copata.
Če pa moški pomaga svoje ženi in pomaga čez težave uresničiti njeno poslanstvo in je dobra podpora, potem pa ni copata, ampak je zelo dobra podpora, kar načeloma partner mora biti. In da je vzajemno, to seveda ne samo on ženi in nazaj žena, ne tudi možu. V današnji družbi včasih opažamo fante, moške, ki pomagajo svojim ženskam, stojijo za njihovim hrbtom in dejansko grejo skupaj naprej in jih zamenjuje za copate. Tako da to morajo ljudje malo premisliti. Copata pa podpora sta dve popolnoma različne stvari. Se pravi, družba in sprejemanje pravzaprav je malo nehote spremenila, da ženske več nismo ali pa ne upamo biti te samozavestne kraljice, ker bi bile potem nadute ali pa narcisoidne, samovšečne. Moški pa morajo dajati vtis, da niso copate. Se pravi, mi dva morava to zdaj malo obrniti na glavo. Mi moramo vrniti vsakega človeka samo k sebi. Preveč je ega v tem svetu. In nažalost, večino potez na tem svetu še vedno vlečejo moški. In vse ekonomske poteze in družbene poteze so z večino strani še vedno potegnjene strani moške populacije. Zdaj pa, jaz bom kar tako direkt rekel, današnji svet ni trenutno v rožicah. Dogaja se zelo veliko področij, okoliščin, ki jih je treba uravnovesiti in svet potrebuje rešitve. Zdaj, če so moški tisti, ki so pripeljali situacijo, večino situacij na ta del, potem je čas, da se mogoče poveča ženska prisotnost v teh projektih in da še one doprinese tisto, kar znajo. In to je srčnost in čustveno razumevanje in drug aspekt, katerega pa moški ne da ne želimo, ampak mogoče ne znamo tako močno izraziti kot ženska. In sej, tako po drugi strani ženskam pa mogoče tudi manjka tega. Čeprav tudi to velikokrat slišim. Če je ženska prevelike akcije, da je preveč iniciativna, je v njej preveč moške energije. A bo to držalo? Ja, mogoče pri velikih ženskih, ki so zelo ambiciozne, to drži, zato ker si tako močno nekatere želijo uspeti v tem svetu in ustreziti moškim zato, da bi dosegle standarde in da bi postale uspešne poslovne ženske z etiketo, da nehote na tej poti prevzamejo nekatere moške lastnosti. Tako da jaz bi vsem damam, puncam, gledalkam svetoval, da ne se zgledovati po moških, najdite svojo moč v sebi. Veste lahko same po sebi dovolj dobre. Vi ne rabite moških kvalitet ali pa moških standardov dosegati. Moški standardi so za moške. Ženski standardi so za ženske. Čas je, da ženske dvignejo svoje standarde in jih začnejo uresničevati. In ko se znajdejo recimo v nekem odnosu, tudi to jih učiš na svojih delavnicah. Predvsem v odnosih, ja. No, razkriva kakšen napotek. Velikokrat se v tej naši oddaji sliši razmišljanje, bolje imeti vrabca v roki kot goloba na strehi. Pa čeprav vemo, da to ni res. Ampak tudi ženske velikokrat vztrajajo v odnosih, če tudi čutijo, bi želele biti kraljice, ne upajo res tiste samozavesti dati na plan. Ti celo rečeš, da jo treba zbuditi, se je spomniti, da je to vse v nas. Vsaka ženska vse ve, kaj se želi. Vsaka ženska tudi ve, kako to dobiti, če posluša samo sebe. Zato bi rad pomiril vse, ki ima to vprašanje glede partnerstva. Tudi za vas obstaja golob, katerega lahko imate v roki. In ja, čas je, da ženska stopi v svojo energijo in da se mogoče neha obnašati ali pa razmišljati o sebi kot o sekundarnem družinskem članu in da začne prevzemati odgovornost na tistih mestih, na katerih mogoče prevzema odgovornost v tem trenutku tudi mož. Zato, ker oba lahko skrbita za finance v partnerstvu, oba lahko sprejemata odločitve, kam bomo šli na dopust, kje se bo hiša gradila, kako bomo otroka vzgajali, kaj bomo jedli za kosilo. Tako da jaz zelo nerad kvalificiram stvari na moške in na ženske. Ne obstaja neko moška ali pa ženska stvar. Obstaja samo stvar, katero pa potem naredi tist, ki pač lahko v vezi poskrbi za to stvar. Zato tudi fantje danes kuhajo in ženske kuhajo. In fantje čistijo in ženske imajo podjetja in fantje imamo podjetja. Tako da to razlikovanje se mi zdi popolnoma nesmiselno, glede na to, da živimo, v kakršnem času živimo. Bi bilo mogoče bolj, če se osredotočimo na druge stvari. Res je. In da damo žensko energijo na plan. Tako je. Obstaja kakšna taka enostavna, jaz vem, vedno iščem hitre rešitve, želim jih tudi sporočiti gledalcem in gledalkam, pa ne da iščem bližnjice, ampak kakorkoli. Kakšna vaja, ki jo lahko tako danes izdaš, kako potegniti na plan, pa se ne bati, na zadnje. Po moje velikokrat to ne naredimo, ker se bojimo. Odziva okolice, partnerja, družine. Ja, dostikrat se sprašujemo, kaj si drugi ljudje mislijo o nas, ali sem iz ženske perspektive dovolj dobra, ali sem dovolj dobra mama, ali je moj mož zadovoljen. V tem primeru, punce, dajte se postaviti v svojo vlogo in začeti razmišljati o sebi in izhajati sebe. In tukaj bi še sam rad poudaril, da
včasih traja mogoče nekaj časa, da se sprememba upelje v življenje in da začnemo razmišljati na drugačen način in delovati na drugačen način. Tako da ne boste prestroga same seboj, če vam ne bo uspel v prvem dnevu, ne. Dajte si čas, poletje je odličen čas, ki prihaja zdaj. Ampak definitivno pa ja, je ena vaja, katero jaz zelo rad spodbujam. Da, slišim. In to je, odloč se za začetek, da boš en dan v tednu kraljica. In tisti dan si naredi urnik tako, kot si želiš, povabi prijateljice, ki si želiš, pojdi v šoping, nakupovanje, če želiš, pojdi na masažo, pojej hrano, ki jo želiš in si kup tisto, kar si želiš. Lahko ostali 6 dni trenutno deluješ v tistem standardu, ki ga imaš, ampak en dan si podaj zase, zato da tvoj dojame, da tvoje čustva dobijo občutke, kako je, ko si enkrat v svoji moči. Da začneš verjetno znotraj na celičnem nivoju, da se ti začne spomin zbujati, kdo si ti kot kraljica. In potem se bo ta dan raztegnil na 2 dni in na 3 dni in v nekem obdobju bo ženska gotovila, glej, sem pa zadovoljna sama sabo. Zdaj pa imam v bistvu vse, kar si želim, če pa tega nimam, pa lahko to dobim in vem, kako to dobiti. To moram dati danes tudi na Facebook, da si vzamemo en dan zase in smo kraljice. Si že kar predstavljam odzive, ne morem, nimam varstva. Včeraj sem glih imela en takšen odziv. Spet ne morem na tvojo vadbo, ker nimam varstva. Čeprav na nek način sem tudi sama velikokrat bila v podobni koži. Včasih se nam zgodijo situacije, ko bi se dali na prvo mesto, imamo pa vendarle otroke. Naprimer, da ne najdeš varstva. Tukaj se gre vedno za motivacijo. Če je razlog dovolj močen, če človek ve, zakaj nekaj dela, potem bo to naredil. Ker če bi ti na vadbi delila čeke za 100.000 evrov, bi nobeden ne bi imel problema z varstvom in bi vsi prišli. To bo odgovor, v redu. Jaz sem sicer rekla odgovor, mislim napisala, pripelji otroka s sabo. In je bil odgovor, ves čas bi bilo mami, mami, mami in ne bi imela mira. To je res, da človek rabi v svoji spremembi mir, ampak res pa je, ker tudi jaz delam z ljudmi profesionalno, da zelo veliko ljudi zelo rado izgovor išče. Tako da vsem kraljicam, bodočim kraljicam, spečim kraljicam dam na svet, mogoče malo manj iskanja izgovorov, pa malo več iskanja rešitev, zato ker vsi vemo, da ko človek želi najti rešitev, da je zelo veliko ljudi in opcij okoli nas, ki nam pomagajo potem to rešitev tudi uporabiti. Se pravi, naslednjič napišem, danes na vadbi delim čeke za 100.000 dolarjev. Ja, energetske, energetske, nasmeh za 100.000 evrov ali pa dolarjev, ja. To je tisto, kar ljudje potrebujemo. Ljudje potrebujemo resnično razlog, sanje, zakaj želimo neko stvar spremeniti in potem nobena stvar ni predolga. Mi dva z ženo, na primer, hodimo na izobraževanja, na vadbe, po narekovaj po celi Evropi. In včasih dobim kakšen mail iz Celja, joj, kdaj boste delali pa delavnice v Celju, delamo jih v Ljubljani, ne. Ja, lej, če nimaš toliko energije, toliko intenzivnosti zase, da se usedeš v avto, se vzameš pol ure časa in prideš za spremembo, ki je zate dobra, potem nisi pripravljen na to spremembo, ne? A še nisi slišal za slovenski virus? Saj jih je kar nekaj, ampak eden med njimi predaleč je. Predaleč je, v času letal in interneta je zelo drzna. Veš, koliko daleč sta Celje in Ljubljana? Se vem, tu imam jaz včasih malce težave, ampak meni se malo skozi prste pogleda, ker tudi sama delam popoldne delavnice, ampak zdaj čez poletje zagotovo pridem tudi kakšno k vama. Vabljena. Torej, danes naredimo domačo nalogo, tekom tedna si izberemo en dan, ki bo posvečen samo nam, ženskam. Lahko tudi 2, če mogoče. Ok, za prvič bo en dan. Ja, ampak čak, pozabila sva reči, kaj pa če ženska potem reče, da v službo pa ne gre, šef najbrž ne bo to dovolil? Ne, tukaj govorim pač, delite spremembe, vi še vedno morate imeti eksistenco zagotovljeno, tako da vedno poskrbite, da bo vaše življenje funkcioniralo. Vedno se spremembe ne ustvarjajo na veliko. Spremembe se vedno začnejo z majhnimi koraki, z majhnimi načini razmišljanja, spremembami navad. In to so te majhni koraki. Tudi če rečeš, danes grem na vadbo, ker je zame in si vzamem 2 uri časa. Ampak majhen korak danes bo naredil veliko spremembo jutri. Ljudje smo pa navajeni na instant spremembe in želimo ta teden vse končati, v ta teden vse narediti, ne? Ampak to ste pa že najverjetno opazili, da je zelo težko, ne? V večini primerov niti ne gre. Tako da kraljica se vzgaja, kraljica se prebuja dlje časa in vsaka stvar potrebuje čas. In tudi vaša preobrazba je tista, ki ima svoj čas, samo priditi morate do tja. Še dobro, da nas o tem uči moški, ki na ženske gleda drugače, kot ženske gledamo nase. Mihael, želim ti čudovito poletje in veliko prebujenih spečih kraljic. Hvala lepa in srečno. Hvala. Ja, spet je čas za kratek predah in nekaj oglasov. Ostanite z nami.